Najprej v imenu predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki tega ne more storiti osebno, zahvala vsem volivkam in volivcem, ki so glasovali za SDS. Glasovali so za dober, konkreten program in odlično ekipo, ki bi ta program v primeru zmage na volitvah tudi izvršila. Žal te volitve niso bile poštene, zato rezultat ni legitimen. Na začetku volilne kampanje je bil z grobo zlorabo pravosodja iz volilne tekme izločen Janez Janša, predsednik največje stranke, ki je zmagala dober mesec dni prej na evropskih volitvah, in to s prepričljivo večino. Branko Masleša je odločanje namerno zavlekel v čas po volitvah. Še več. Zadnji teden pred volitvami smo doživeli lansiranje nove sodne preiskave proti Janši, 2 sodni obravnavi ter nizkoten napad vrhovnega državnega tožilca na vodjo opozicije. Volitev, pred katerimi so vodjo opozicije poslali v zapor, smo bili doslej navajeni v državah, kot je Belorusija, Iran, Ukrajina, v zadnjem času v Ruski federaciji, torej v državah oziroma režimih, s katerimi slovenska tranzicijska vladajoča elita v zadnjem obdobju goji prijateljske odnose. Mednarodna demokratska zveza IDU je v izjavi junija letos postavila pod vprašaj legitimnost volitev, če bo največja opozicijska stranka v Sloveniji na začetku kampanje obglavljena po vprašljivem sodnem procesu. Enak dvom je izrazila tudi največja poslanska skupina v Evropskem parlamentu, poslanska skupina Evropske ljudske stranke. Predsedstvo te stranke pa je tudi pozvalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, naj brez odlašanja odloči o zahtevi za varstvo zakonitosti. Vse prošnje in pozivi so naleteli na gluha ušesa, celo na arogantne odgovore vrha slovenskega pravosodja. Rezultati so danes tu, so dvojno postavljeni pod vprašaj legitimnosti. Prvič zato, ker so delno posledica neverjetnega medijskega in kapitalskega monopola, ki pred vsakimi volitvami najprej ustvari javnomnenjsko podlago, nato pa na njej oblikuje novo fantomsko stranko enega obraza in z njegovim imenom, brez resnega programa, brez ekip in brez zavedanja odgovornosti za prihodnost. In drugič je pod vprašajem legitimnost teh volitev zato, ker je režim kljub vseobsežnim monopolom za vsak slučaj posegel tudi po skrajnih sredstvih in je s montiranim sodnim procesom in sodbo za kaznivo dejanje, ki v zakonu sploh ni opredeljeno in tudi v sodbi ne, iz volilne kampanje fizično izločil vodjo opozicije. Janez Janša je tako kot predsednik največje stranke lahko iz zapora kampanjo le nemočno opazoval in ponavljal, da je legitimnost volitev pod vprašanjem. Volitve torej niso bile niti svobodne, niti poštene. Svobodo volitev je omejeval strah, zasejan z zaporno kaznijo na podlagi sodbe brez dokazov. O poštenju tudi ni mogoče govoriti, če režim svojega glavnega nasprotnika na začetku kampanje fizično odstrani iz nje. Volitve zato niso legitimne. Vlada, ki bo sestavljena na podlagi takšnih volitev, ne bo legitimna. Tisti, ki bo vodil takšno vlado, ne bo legitimen, bo le slovenski Lukašenko. Vlada, ki do oblasti pride na nepošten način, tudi ne bo dolgega veka. Takšne vlade v Slovenski demokratski stranki nikoli ne bomo priznali. V državnem zboru naši poslanci ne bodo prevzeli nobenih funkcij, o sodelovanju na sejah se bomo odločali selektivno. Pozivamo tudi na različne oblike mirne, vendar odločne državljanske nepokorščine in državljanskega protesta, dokler Slovenija ne bo država utemeljena na pravičnosti kot temelju vladavine prava. Slovenska demokratska stranka se bo v skladu s stališči, ki jih je sprejel 10. kongres ter v skladu s sklepi sveta stranke z dne 16. junija letos, z vsemi demokratičnimi sredstvi, tako doma kot v Evropi in po svetu, borila za to, da se posledice teh nelegitimnih volitev čimprej odpravijo. Tudi sicer je njihov rezultat takšen, da ne omogoča sestave vlade, ki bi Slovenijo lahko popeljala iz krize. Namesto tega bo takšna nelegitimna in nestabilna vlada še bolj siromašila ljudi in uničevala prihodnost Slovenije.
Pozivamo tudi vse odgovorne in pristojne, še posebej pa Vrhovno ustavno sodišče in predsednika republike, da nemudoma storijo vse za odpravo razlogov za nelegitimnost teh volitev, ter da na to v normalnih okoliščinah razpišejo poštene in svobodne volitve. Glede na okoliščine lahko z tega mesta izrazim samo čestitko vsem izvoljenim poslankam in poslancem Državnega zbora.